Zelo na hitro, zelo preprosto, 5 stvari, ki sem se jih naučil v letu 2020. Gremo! Zato, ker se mi zdi dobro iz nečesa, kar je bilo kar katastrofalno, potegniti stvari, iz katerih lahko gradimo novo lepše leto. Prva stvar, nič ni samoumevno. Še do pred kratkim sem imel občutek, da lahko vedno igram gledališke predstave. No, to ni res. Izginile so iz mojega življenja in noro jih pogrešam. Pogrešam tudi druženja s prijatelji, z družino. In evo, to sta 2 stvari, za kateri si ne bi nikoli mislil, da lahko zgineta iz mojega življenja. Kaj sem iz tega potegnil? Ja, dobro jih je ceniti takrat, ko so. Po drugi strani pa zdaj vem ali pa cenim tudi čas doma, v tem gnezdu, in vem, da enako ni samoumeven in da si ga moram vzeti, da si moram ta čas tudi narediti in se zanj boriti. Nič ni samoumevno. Druga stvar, Nike Run Club aplikacija je vrhunska. Kaj mislim s tem? Jaz nikoli nisem bil tekač. Okay. Ne vem zakaj, ampak potem pa mi je Vid, hvala Vid, priporočil aplikacijo Nike Run Club in to pa je zame bila revolucija tekaška. Zakaj? Ok, aplikacija sama po sebi super, meri kako tečeš, beleži to znajo tudi vse ostale. Meni je najbolj fascinantno tole. Guided runs, oziroma možnost, da izbereš različne teke, recimo prvi tek, naslednji pa tako, ki te vodijo skozi to tekaško izkušnjo. Konkretno vodite en Coach Bennett, ali pa lahko izbiraš tudi druge glasove, ki ti pomagajo. In meni je to bilo neverjetno dobro. Poleg tega pa je en čuden prizvok te aplikaciji, ki te uči tudi druge stvari, tako življenjsko pomembne. To, da je fino kdaj upočasniti, to, kako samega sebe spraviti čez nekaj težkega. Skratka, Nike Run Club je super aplikacija, če vas mika tek, ali pa tako, če že tečete, pa bi radi probali nekaj drugega. Meni so predvsem všeč te guided runs, niti ni nujno, da so samo taki za začetnike, imate tudi, ne vem, različne vodene teke, ki te pripravijo do tega, da tečeš bolje, pa tudi bolj mirno. Tretja stvar je pa ena formula iz audioknjige, ki sem jo poslušal pred parimi meseci. Precej audioknjig sem poslušal v 2020, mimogrede. To se mi je zdelo tudi kar dobro, mi je bilo zelo všeč. No, ta, o kateri zdaj govorim, je knjiga Prime Performance, ki govori o tem, kako izboljšati svojo učinkovitost. Formula, ki sem si jo zapisal za uho, prav res, tako tlele bi si jo lahko zapisal, je stress plus rest equals growth. Oziroma, obremenitev plus počitek je napredek. Kaj to pomeni in zakaj je to zame tako pomembno? Zato, ker sta obremenitev in počitek enakovredno pomembna za res napredek. Če se sam obremenjujem, se pravi, če sam treniram, če sam vadim, če se sam učim, če sam tuhtam in si ne vzamem časa za počitek, se ne bo zgodilo nič, ali pa celo forma ali pa rezultati bodo začeli padati. Po drugi strani, če samo počivaš, pa se ne znaš obremeniti na prav strukturiran način, ki te skozi pomalem izziva, se tudi ne bo nič zgodilo. Pri meni je bilo najbolj bistveno spoznanje res pomena počitka, ker si ga velikokrat vzamem premalo. Stress plus rest equals growth. Super primer tega je projekt Rekord, ki mi ga by the way Guinnessova komisija ni priznala. Se ste videli, sem nazaj v igri. Po 3 mesecih nič kockanja, nobenega sestavljanja Rubikovih kock, sem ugotovil, da so moji časi skoraj boljši kot takrat, tik pred podiranjem rekorda, ko sem vsak dan po 2 uri vrtel kocko kot nor, pa še držal sapo, pa še nič jedel, da bi bil čim bolj lahek zaradi statike. Skratka, takrat sem bil noro obremenjen in nisem nič počival. Zdaj, po eni veliki pauzi, so moji časi s kocko skoraj enakovredno hitri, če ne še hitrejši v fulih aspektih, kar je noro. In sam pomeni, da takrat nisem dovolj počival. Počitek, nora stvar. Ok, naprej, 4. točka teh mojih 5 je zlata rezerva. To je pa en termin, ki sem ga v slovenščini spoznal pri seminarju, katerega del sem bil, ki ga je organiziral časopis Finance. Prej sem o tem bral v tujih knjigah, zlata rezerva se mi zdi pa tak dober slovenski izraz. Zakaj gre? Gre za pojem iz osebnih financ in pomeni to, da je nujno, da ima vsak izmed nas našparano na strani dovolj denarja, ki te lahko spravi čez pol leta tvojega življenja. Torej,
pogledaš svoje povprečne mesečne stroške, torej sešteješ vse, za kar porabljaš denar en mesec, to zmnožiš krat 6 ali pa celo krat 12, če se ti zdi, in ta denar daš na stran, ter ga imaš samo za krizne situacije. Tako kot je recimo korona, kar naenkrat nismo igrali nobene predstave, ker se je zdelo, da se je moj poklic ustavil, no, ful bolj miren sem bil zaradi tega, ker sem na začetku leta 2020 začel brati ene knjige o osebnih financah in sem v bistvu poskušal realizirati to zlato rezervo, tako da sem lahko to korono predelal veliko bolj mirno, kot pa bi jo, če ne bi imel nobenega zaledja. Torej, najprej si našparajte neko zlato rezervo, ki vas lahko zdrži, preživi 6 mesecev, pa boste ful mirni. Če so vaši stroški življenja nižji, ok, bo to manjši kos denarja, če imate pa ogromne stroške, pa razmislite, ali bi zmanjšali stroške, ali pa če enostavno lahko nagrabite teh 6 mesecev rezerve na tak način. Četrta stvar, kaj pa je še ena? Peta, najbolj uporabna mojega seznama pa je: ne si razkuževati razpokanih rok, zato ker peče kot svina. Ali pa še bolj pomembna lekcija, nosi rokavice, da si lahko v miru razkužuješ roke. Tako, to je bilo 5 stvari, ki sem se jih naučil v letu 2020. Mislim, naučil sem se še kakšne, da ne boste mislili, da sem se samo teh 5, ampak to so nekako bistvene zame. Mimogrede, na tej točki bi vas povabil še na eno mojo preizkušnjo. 17. januarja bom na tem YouTube kanalu streamal v živo iz Štihove dvorane. To sem poskušal tudi konec decembra, pa je bil en katastrofalen fail. No, zdaj pa obljubim, naučil sem se iz tega faila precej. Prihaja nov livestream iz Štihove dvorane 17. februarja, pa tudi cel kup videov. Naročite se na ta kanal in se gledamo naslednjič. Lahko pa tudi v komentarje napišete, kaj pa so za vas bile lekcije iz leta 2020. Evo, to bi me pa zanimalo slišati. Se gledamo!